Fras in Medvard in Fras in Medvard Show. V soboto. Na današnji dan v zgodovini človeštva. Danes je 23. maj, že še malo pa bo juni. Ali si znaš ti to predstavljati? Ja, poletje bo kmalu tukaj. Res je. In dajmo preveriti, kaj se je zgodilo vse, kdo se je rodil, kdo se ni na današnji dan. Na današnji dan so se rodili Anatolij Karpov, ruski šahist. Ja, kako sta imela, ne, z Kasparovom. Ja. Pa najbolj pa tak ne razumem nikoli in ne bom razumel, da ne proti računalniku, kako so to imeli takrat, pa polračunalnik enkrat zmagal. Je bila revolucija. In kdo naredi, kak narediš ti, da računalnik ne dobro zna šah špila? Nimam pojma. To moraš nekako, ne? Je verjetno, glede na to, koliko imajo nekih potez, ne, torej prvo so vse poteze možne vnesli not, pa vse kontre, pa ne vem, kako to deluje, to sem zdaj pač na pamet rekel. Mislim, to pomeni bolj lahko samo to, da se nasprotnik ni spomnil onega, ne? Računalnik pa pač vse spomni. Ne vem, glej, lahko gremo raziskat, pa bomo potem zdaj že zmatran preverila. Okay. Drew Carey se je rodil tudi na današnji dan, poznaš? Po imenu ne. On je, ko je bil voditelj na oni TV oddaji Whose Line Is It, veš, ko sta oni dugi. Ja, to ko sta oni dugi, kaj pa je drugi? Oni dugi pa oni smešni, ko sta mogla delati vse stvari, kaj se ima rekli. Ja, točno, ja. Ja, oni dugi, ja, ko je bil pri Two and a Half Men tudi, ne? Tako. Ja. Ok, dobro, da smo zdaj to rešili. Rubens Barrichello se je rodil na današnji dan, brazilski avtomobilistični dirkač. Tudi Patrik Greblo, slovenski dirigent, skladatelj in aranžer zabavne glasbe. In pa Lena Meyer-Landrut, nemška pevka. Res je, danes praznuje, ne? Ja, kdo pa je umrl na današnji dan? Henrik Johan Ibsen, norveški dramatik. Tudi Slavko Osterc, slovenski skladatelj, in pa Roger Moore, britanski igralec, so umrli torej na današnji dan. Kaj pa se je dogajalo? Leta 1430 Burgundci ujamejo Jeanne d'Arc in Vano Orleansko in jo prodajo Angležem. Ko pa je bolj bilo? Ne vem, ne spomnim se zgodovine. Ti veš, če si igral Age of Empires. Tako, tam smo jo zadnjič, ko sva probala staro igrico, je bila to misija, ne? Tako, prva misija. Da moramo z 2 kojoma jo pospremiti na drugo stran zemljevida. Tako. Ok, leta 1829 Cirilu Demjanu na Dunaju podelijo patent za harmoniko. Wow. Ja. Kako si te to greš zmisliti? Nimam pojma. Svetovno. Leta 1918 se v Radgoni uprejo slovenski vojaki 97. pešpolka. Leta 1934 policija zasači in ubija ameriška bančna roparja Bonnie in Clyda. Leta 1980 premierno predvaja film Stanleya Kubricka The Shining. Leta 1995 uradno razglasijo programski jezik Java, če si slišal že kdaj. Ja, Marko, sem. Pač preverjam. Živel. No, to je jezik, brez katerega naprimer danes ne bi imeli Android aplikacij, recimo videoigre Minecraft ne bi bilo, bankomatov, mislim, verjetno bi vse to imeli, ampak bi bilo v precej drugačni obliki. Vse bi bilo okroglo. Okay. In leta 2024 na današnji dan v Rogaški Slatini odprejo razgledni stolp Kristal ob izgradnji najvišjo stavbo v Sloveniji. Svetovno. Je pa danes, 23. maja, tudi svetovni dan želv. Ja, zelo pomemben dan, tako da, če imate doma želvo, super. Dajte neko šalato. Če to ima vsaki dan. Te pa ne vem, kaj imajo za priboljšek. Žemlo, svežo, toplo. Pa poliko. Pa še malo Coca-Cola. Ja, dobre. 7:47, dobro jutro. Dobro jutro. Kot si prej se spraševal,
kak je lahko računalnik Deep Blue premagal takrat Garija Kasparova. Ja, Tudi jaz sem se spraševal, ker mislim, po eni strani mi je logično, ker je pač računalnik, pa ima 700 milijard kombinacij, ampak nekdo ga je mogel narediti, ne? ja, in to je bila osnova. Zdaj, kakšni šahisti, šahovski mojstri ne me zaklad, jaz sem pač koliko sem razumel in razbral iz tega. Osnova tega šahovskega super računalnika Deep Blue je bila kalkuliranje. Aha. Imel je 32 procesorjev, s katerimi je lahko ocenil do 200 milijonov šahovskih potez na sekundo. Na sekundo 200 milijonov. Ja, in s tem je lahko videl od 6 do 20 potez naprej. Se tudi šahovski mojstri vidijo naprej zelo daleč, kaj se bo zgodilo glede na to, kakšna je situacija. Ne? Ampak potem pa imaš druge stvari, recimo računalnik se ni mogel truditi, ni mogel narobe preračunati, ni mogel spregledati zadeve. In ni ga srat. Tudi. In sprogramirali so ga tako, da je imel ogromno bazo vseh šahovskih potez, ampak najpomembnejše, kaj je bilo, sprogramirali so ga tako, da je nalašč včasih dlje časa razmišljal. Včasih tudi več minut. In Kasparov je mislil, da to pomeni, da se računalnik matra, da melje, da šrota. Ne, da ono... Če to so naredili. Ja, v bistvu pa je samo čakal, samo bil je. 3 minute. Šlo je za psihološko bitko in tudi psihološka bitka je v bistvu največji dejavnik Kasparovega poraza. Tudi sam je povedal, da se med pač partijo toliko ubadal s tem, česa vse je računalnik zmožen, da je vmes pozabil oziroma se ni zavedal, da dela napake, oziroma njegove napake so bile večje kot pa koliko je bil računalnik dober. Torej on bi v osnovi mogoče lahko, če bi dal vse to stran, te psihološki, bi ga mogoče lahko premagal. V bistvu spet smo prišli do tega, ne, da sam sabo se največkrat bori človek. Ne. Tako. Oziroma se premaga oziroma zgubi proti sebi. Ja, razlaga je večkrat, da je bilo to tako nenavadno, da ni vedno, ne. Ker samo je, ti ne moreš pogledati človeka, ampak je tam pač škatla, nima izrazov, ne na Švica, ne dela nič. Niti ti ne moreš njemu nič, ne? Tako. Malo nakazati. In ni, pa tudi taka nepredvidljivost, ne? On ima vse poteze, imel tam shranjene not, pa pač glede na neke algoritme nekaj izbral in mogoče včasih izbral kaj takega, kot načeloma ljudje ne izbirajo, ko igrajo, ne? In ga je to malo parkrat vrglo, stira. Ja. Vse tudi dokumentarec o njem, tako da mogoče, če koga še bolj zanima, da si to pogleda. Super, hvala lepa, Marko. Ja. Zdaj se še mi manj da iti šah igra. Da me utrudi že samo to, kako to vse. Ja, je kar naporna zadeva. Res je, dobrih 14:08 pa je ura. Lepo sobotno jutro. Gospa Repincle, domač? Vse domače, Petržil, Bob, Goreje, kaj čete? Po čem pa je? Praktično zastojn. Ta vikend na mariborski tržnici. Najprej bi rada z Markotom pozdravila vse, ki ste pridni na tržnici že od zgodnjih jutranjih ur. Tako, pozdravljeni in hvala lepa za vso dobro hrano. Tako, in za vse vitamine in da nam v bistvu lepšate življenje. Tako, tržnica torej je odprta, čeprav vodje mariborskih tržnic Nataša Matijevič danes ni tukaj. Ne pozabiti na Zgornji ploščadi še vedno Cirque du Soleil, torej interaktivna razstava skozi cirkuško doživetje odpira teme sodobnega prehranskega sistema, od neenakosti do rešitev za bolj trajnostno prihodnost. Skratka, zanimive stvari imajo tam pripravljene do 18. ure še danes in tudi jutri, potem v ponedeljek se vse skupaj tudi zapira. Tako da vabljeni. Ja, ne pozabiti, da tudi za otroke seveda je, tako da če boste šli kaj v mesto, tako. Morda greste malo tja, tudi naredite en krog noter po teh dveh šotorih, kupite kak pravi domači korenček,
ne, da lahko gloda sem do glavnega trga nazaj, pol pa tu mogoče na kaki sladoled. Tako zdaj že to mlado Koreja, Ja, ki sem ga jedel prejšnji teden in je Inhaliral. vrhunsko, tako da priporočam. Drugače pa si zacajhnajte že naslednjo soboto, 30. maja, takrat pa bodo dnevi krompirja, jagod in manj znanih vrtnin. jaz kot oboževalec krompirja Ja. bi skoraj da mogel biti tam, ne, Ja. soboto, pa te poklicati vsake toliko malo. Ja, idi. Ja, Marko, jaz sem še vedno tu. In jem krompir. Veš, oni veliki, ko naredijo oni ogromno, oni pisker pa res stani, no. Ne? Ha. Sicer pa delujejo tudi okoliške tržnice, ne pozabiti, tako da seveda tudi danes na voljo ogromno izvrstnih pridelkov, domačih in dobrih in zdravih in ne pripeljanih iz Avstralije. Tako, pa ne pozabiti, da je tudi bankomat na glavni mariborski tržnici, pa majster vozi, pa parkirišče tam recimo nasproti ferija, ko je rampa gor, to je celi vikend rampa gor in lahko parkirati. Tako da pridite mimo. Pregled tedna. 48 kaže ura, čas je za... Pregled tedna. Obeležili smo Svetovni dan čebel. V tem studiu so gostovali Mareja Hauptmann, Hamo, rokometaši rokometnega kluba Branik Maribor, Vojo Erakovič iz Potapljaškega društva Maribor in odbojkari Ajvent Maribor. Tomaž Medvar je premierno predstavil novo nogometno radijsko oddajo 442 s Tomažem Medvarjem, v kateri sta tudi Radio in Medokvinska nogometna zveza Maribor združila moči pri predstavitvi manjših nogometnih klubov z področja MNZ Maribor. V osnovni šoli Selnica ob Dravi, mimo grede vse je že na v audio špajzi na naših družbenih omrežjih. Tako. Pridite pogledat. Sicer pa so v osnovni šoli Selnica ob Dravi odprli čebelarsko učilnico, namenjeno osnovnošolcem, ki jih zanima svet čebelarstva. Svetovno. In gre za edino takšno učilnico v slovenskih šolah. Bravo. Še več čebelarjev. Še več. Gasilska brigada Maribor je skupaj s Slovensko vojsko in mariborskimi reševalci izvedla posebno usposabljanje za iznos ponesrečencev iz oklepnih vojaških vozil Valuk in Patria. Maturanti so zaplesali četvorko v 18 slovenskih in skupno 43 evropskih mestih. Na mariborski tržnici pa so postavili interaktivno razstavo Cirque du Soleil. To je bil pregled tedna v 3 stavkih, ki to niso, Ker jih je 7. Leto je naokoli, spet je toplo, kmalu bo tudi vroče in samo toliko, da malo spomnimo, na območju Maribora imamo 36 pitnikov za vodo. Ja. 36, dostopni so tudi gibalno oviranim osebam, nekateri imajo tudi pitnike za hišne ljubljenčke in delujejo med 1. majem in 10. oktobrom. To je okvirno, seveda pa odvisno od vremenskih razmer in kaj me je presenetilo, ker včasih nisem pil vode iz teh pitnikov, vedno sem imel neko to je ziher, neke bakterije, nekaj sem imel, pa nekdo pa vidiš včasih kakega, ko da usta gor na Gor, ja. pa zdaj Okay, ampak da ni to kar tak. 2-krat v sezoni izvedejo analizo vode na vsaki lokaciji, to pravi Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Vse pitnike pa delavci Mariborskega vodovoda 3-krat tedensko pregledajo in očistijo. Wow. Voda je neoporečna. In na strani Mariborskega vodovoda tudi je zemljevid vseh pitnikov v Mariboru. Svetovno. Jaz vem za njih 6. Vem, da so 4 pri Ljudskem vrtu, na južni pa na severni sta 2. Tu na Gospovski je eden, pa tu na avtobusni postaji na glavnem trgu, tam med drevami. Še en. Točno, jaz vem za enega. Res? Zdaj za 2, ker si mi ti povedal. Ja, no, zdaj veš za 6. Hodim. Ona se lažeš, ker ne vem, ki je. Na južni ploščadi, na vsaki strani sta 2, pa potem, ko greš okoli, na zgornji strani tudi sta 2. Svetovno.
Mogoče bi bilo boljše, če ne bi bila voda not. Glede na to, da je na južni ploščadi. Ja, okay. Pri paviljonu v parku vem, da je. No, evo, tistega pa jaz nisem vedel. Sicer pa, ko smo bili mali, pa smo hodili fuzbal špilat na Branik, tako imenovani še takrat, smo redno hodili na ono fontanico, tam, ko je oni vrtec, veš, diagonalno od zdajšnjega košarkarskega igrišča Iva Daneva. Aha, diagonalno. Ja, taka kamnita je bila, taki gor tudi. Ja. To stebriček mali, ne? Pa so vun lepo je teklo. Pa vedno s 500 let staro plastenko je en leto, pa je na tango, pa je prišel nazaj, pa si svetovno. Tako, da si Dobri imel čas. pol 6 ciglo v lampu, pa si dalje špilo. Nekaj takega. 14 čez 9, vodo pite, ker je voda vir življenja. Ko se mi pa to zgodi? Ko enim ljudem ni jasno, da če prideš na WC in so vrata zaprta, tam, ko se jezdi keramičnega konja, da to pomeni, da je nekdo skoraj ziher not. Ja, če nisi ziher, potrkaš. Ja, ali pa nekaj reče. Greš. Ja. Ja. No. Eni pa niso potrkali, pač sediš tam in Pa ključa ni? ne, Ja. valjda, da ga ni. Tak to prvi kriminal. Kaj sploh? Zakaj sploh? Mislim, Torej so te zasačili. to je tako, da bi bilo kopališče, pa ne bi bilo vode nikoli not. Ja. Zakaj sploh? Ne zasačili, pač ko odprejo, pardon. Kaj je? Ne vem, šuhe videl, mogoče ali pa koleno. Dobro. Ker je bilo tako zavogalo. Zdaj si predstavlja, da imaš oni WC, ko ravno sediš, ko se še v oke polijo, pardon. Ja, kaj pardon, kaj ne vidiš, da si na hajzlu? Ko se mi pa to zgodi? 3 zabavna dejstva o Polžih. Zakaj? Zato, ker mi je nekaj vmes pokazalo, nekega polža. Dobro. Ok, polži imajo na tisoče zob. Nima tako mi zob, ampak ima jezik, imenovan strgača, ki je seveda prekrit z več tisoč drobnimi zobki. In ga uporablja kot pilo za drobljenje in strganje hrane. Zanimivo. Tak je, ali kaj? Ja. Polži, drugo zabavno dejstvo, ne? Polži lahko spijo tudi po nekaj let. Zdaj, ko nastopijo hude suše ali pa neke neugodne razmere, lahko zaspijo za več mesecev ali celo let. Pred izsušitvijo pa se zaščitijo s sluzastim pokrovčkom, veš, ko oni dekli. Če vidiš, da je oni hišica, čep. ne? In lahko je tam leta not. Veš, kako se mora zlaman Čubri. zbuditi? Ja, kako križ boli. Kaj te je? Kjero leto? In še tretje zabavno dejstvo. O polžih, njihova anatomija je seveda zelo posebna. Polževa kri namreč ni rdeča, ampak je modra. Ja. Plemenita. Ja, res je, saj vsebuje baker namesto železa. Ja. Me zanima, če bi lahko misi dali not baker, da ima modro kri. Not ne, ga pa iz streh dol kdaj. Ok, in še bonus pri tem anatomskem delu. Ja. V bistvu eno boljših zabavnih dejstev vseh časov. Polžovo izločalo, polžova rit, oziroma tam, ko ven pač spušča, je obrnjeno naprej. Zato izločajo zelo blizu svoje glave. Lepo. Predstavljaj si,
da bi imel tu rit. Na rami. Ja, pa bi si kenjaro. Bi mogel stojo v hajzel delati. Jaz sem pozabil, ampak zdaj sem se spomnil, tako da moram podeliti tudi z vami, pa tudi s tabo, Tomaž. Ja? Še kdo slučajno pozabil, Mortal Kombat 2 je zunaj. Film Mortal Kombat 2, 2 tedna že je zunaj. Kako mora to biti slabo? Glej, če si igral igrce, Ja. ni tako slabo. No, Sem videl že slabše adaptacije igr in ne vem česa vse, recimo, ne vem, Dragon Ball movie je najslabša stvar na svetu, Ja. kaj sem jo kdaj... ali pa FIFA 2000 film, ne, tu je nerodno. Skratka, Mortal Kombat 1 sem pogledal, torej te nove verzije. Ja. Zakaj? Zato, da sem čakal, da bo je rekel get over here. A, zato. In je rekel, in je bilo ful dobro. In je kdo prišel? Ja. To pa je, no, in zdaj gledam, dvojka ima še višjo oceno kot enka. A, super. In Tako to da je ne. merilo. Ne? Ja pa, glej, ni zdaj merilo, ampak če pogledaš na IMDb, pa ima nekaj 3,2, si tako, no, ok, to je verjetno res. Dobro, ja. Ne? Ja. Če pa je nekaj 6,8, pa je ok, ne, bom pogledal, pa bom sam ocenil, če Ja, ja. je ali ni. Ok? Tako da Mortal Kombat 2 je že zunaj, Ok. to je ena stvar, druga pa, mogoče boš te stvari bolj vesel, Masters of the Universe čez 2 tedna. Pride. Ja, He-Man. tako. In ima noto tudi, sem gledal trailer, ono roza majico, ali kaj že, ali srajca, Maj. Kaj? ali kaj ima gor. Kaj zberi se malo. Ja pa jaz nisem gledal te. Srajca je, roza srajca. Ja, preden postane He-Man, Ja, ja, no tu je zdaj neki Goran. Kaj je že blondni? Ja, Koliko pa He-Man pa ima oni ščit. ja tu, to, ne? ja, vem, ja, ampak pravim, da tisto ikonično tudi. Ja, zanimivo, kako so predvideli modo, ne? Že takrat, ker taki ljudi z jadralnimi onimi šuhi brez okna hodijo, ne? Okoli, Tako. poleti. No, in Masters of the Universe gledam tudi bo v Mariboxu, tako da Svetovno. si lahko pogledaš. He-Man. Kaj bo v nemščini? Dvomim. Ich habe die Kraft. Ja, idi v Avstrijo gledati. Ja, okej. Tri zabavna dejstva o... Tenis žogica. O tenis žogicah, Ja, ki jih eni vztrajno non-stop odbijajo tako. z roko. Ravno zato, ker sem včeraj videl enega. Dobro. Hodil okoli. Prvo, tenis žogice v profesionalnem okolju imajo zelo kratko življenjsko dobo. Na turnirjih so ponavadi dobre samo za kakšnih 7 do 9 iger, potem pa so za nič. Res. Za profije za nič, za ostale verjetno še lahko imaš. Ne? Ja, leta in leta smo imeli iste. Ja, izgubijo odboj namreč. Ok. Ni več isto. Drugo, ko testirajo odboj žogic, jih spustijo iz 254 cm in žogica se mora odbiti od 135 do 147 cm visoko, v tem noter lahko, drugače ni vredi. Ima toliko razpona. Ja, vse to ni dosti, zdaj 12 centi, ne, pač Ja, mora pri biti fajn. igri je razlika, ne? No, ampak to je dopuščeno. Pač, ne. Zanimivo. Okay. Tretje, včasih so bile žogice bele ali tudi črne. Ja. Ko je prišla barvna televizija, so naredili te ikonične rumene. In ja, to je rumena, odtenek rumene, ne zelene. Ne, Barva se imenuje Optic Yellow, precej specifičen odtenek, ki ga človeško oko najbolje zazna. Ja, vse je fluorescentno, Tako, žuta, taka. Ja. Zdaj, ene so zelene, pač ko jih kupiš, ja, ampak pravim te uradne, ki se uporabljajo. Ja, so- vse so bolj na rumeno. Ja. Tako. In bonus, dejstvo, Bonus je? Ja, tenis žogice so lahko malo radioaktivne zaradi plinov, ki jih uporabljajo pri izdelavi, ampak da bi seveda karkoli opazil, oziroma da bi to imelo kakršnikoli vpliv, bi potreboval na milijone žogic na enem mestu naenkrat, da bi. Okay.
Bomo počakali, če bo Djokoviču kakva tretja oka v hrbtu zrasla, recimo, ne, ali pa kaj. To je to, Fras? Da. Svetovno. Hvala. Sem zelo hvaležen. Zdaj veš, da je rumena žogica. Ja. Fras in Medvard in Fras in Medvard šel v soboto.